In še moje gate seboj. A je res tako? Ja, res, ja. Ja? Ja, to je bilo tudi še dodan zraven, ja. Veliko takih biserčkov se je dodal med sam vajam. Pa ko si prej omenila, da je nas včas Lucija tudi ven nahnala. Na vrhu je bilo enkrat, ko smo vsi, kjeri smo upali, smo nič ješ ne ušli. Sam ne med vajam, že pred vajo, ja. Smo vsi naredili juriš na omečkove češnje, pa smo vse obrali. Veš, kaj me še zanima, kdaj te je nazadnje sladko v križu šle? Ja, to pa ne vem. Don še ne, no. Sem čakala trenutek, da ostane brez besed, zdaj vem, kje ga dobi. Kdo nas je še navdušil? Ciganka z otroki, a ne Dan? Alenka Močnik jo je odigrala. Poglejte jo, ta pravo ciganko. Alenka je včasih že igrala v gledališču Studenec, zdaj so ji pa za začetek dali vlogo tudi v turističnem društvu Žirovski vrh. Vsak začne pri njih z nižjim položajem, ciganka, hlapec in tako naprej. Prihodnje leto pa že kaj drugega. Ja? Alenka, super. Prej smo se zmenili, da bo tam v ponedeljek, torek šla po Žirovskem vrhu v tej opravi. To bo te hitelo zaklepati. Ker si zelo dobro zakamuflirana in verjamem, da te marsikdo ne bi spoznal. Imela je pa seboj tudi male cigančke, ki pa so jih odigrali Klara Kavčič. Klara, pokaži se. Pa Laura Krek, ta moderna cigančica, ne? Ja. Pa Martin Šubic. A je še kura v košku? Še? A to ste jo prav zavezali? Avdomačena, prosta reja. Ja, naj povem, da so se otroci zelo bali na vajah, da ne bi jajčka pobili, zato so jim za vsak slučaj naredili kar lesena. Tako da tista kura, kako je ime, Olga, tvoja? Čopka, ja, čopka takih lesenih jajc ne nese. Ja. Najbolj zanimivo je pa bilo, ko je bilo treba otroke na vajah dejansko učiti krasti, ker tega ne znajo. In to je spodbudno. Potem imamo pa še Janezovega brata, to pa je Aleš Cankar, ampak je na poti v Ameriko, če ni že tam. A, poglejte ga, fanta. Kako ostajaš resen? Težko, ja. Menda je Aleš tisti, ki so se mu na vajah najbolj nasmejali in ker se je svojega teksta zelo hitro naučil, je potem začel prilagajati besedilo sodobnemu času. Iz Amerike mu je preko Skypa pisal Graparjev Jože, čez lužo, čez lužo se je enkrat odpeljal z EasyJetom, ja. Enkrat z motorjem, tretjič je pa lužo kar preplaval. Ja. Važno je, da si zdaj spet tukaj, kako je v Ameriki bilo? All I have to say, it's been great. It's been really great. Ja, za tiste, ki ne razumete, bilo je dobro. I'm sorry I forgot the native language a little bit, so I hope you understand. Thank you. Mi ostajamo pri slovenščini, thank you very much. Bohlonej bomo rekli po žirovsk-vrharsko. Ja, nekaj nam še manjka, muska nam manjka, sosedov Francelj nam manjka, ki igra na harmoniko. Poglejte, fanta, brez harmonike Roman Kavčič je to. Kje imaš harmoniko? Ne, nimam. Odozadaj. Ja, Roman je pa tisti, ki pravi, da sicer mu je luštno, takole na odru uživa,
kadar je kakšna igra, ampak on ne bi imel kakšne take pomembne, glavne vloge. Saj veste, pravi tekst bi vas pozabil, ampak nikoli pa ne pozabi igrati harmonike. A ni to čudno, pa je mnogo bolj zakomplicirano tisto dvoprstno igranje in pa skakanje po tipkah. Roman, super si odigral, drugič pa damo še kakšen mikrofonček zraven, da se te še sliši, prav? Ja. In celotno družino bomo povezali še s takole na zunaj nevidno mamo, ampak brez nje pa nič ne bi bilo. Tončka Oblak. Tončka, še ena lepa igra je za nami, z Lucijo sta odlično pripravili tole komedijo Polje, kdo bo tebe ljubil, veliko smeha, veliko iger, veliko nepredvidljivih dogodkov je bilo vmes, ampak zdaj si verjetno navdušena nad tem, kar si slišala, sicer v zaodrju, pa vendar. Jaz moram reči, da sem res navdušena, strašno nas je bilo strah, se veste, ena vaja pred nastopom je tista, ki se polomije pol, pa zmeram dobro rata. In jaz bi se v temle primeru, imam priliko, da se zahvalim vsem našim, vidim, številnim igralcem, res končno jih vidim vse skupaj, ne zameriti, ker se vas premal hval, pa pohval pa zahval, res. Še enkrat hvala vsem za potrpljenje, ki si vzamejo čas. Jaz upam, da nas ne boste razočarali tudi prihodnje let. Vam pa najlepša hvala, da ste nas v takem številu obiskali. Hvala. Hvala lepa, Tončka.